Dobrodošli v tretjem vlogu z Japonske. Zdaj, preden začnemo, naj se zahvalim Reborn, da so sponzorirali tale video, več o njih pa mečkaj kasneje. Če ste igrali Ghost of Tsushima, to je The OG Inari Shrine. Danes je tretji dan ogledal in jaz sem hella zmatrana. Mami me snemata, moja mami posebni paparaci. V glavnem, danes imamo te šrajne, pa te tour gates so meni tako najbolj amazing stvar na svetu. Drugač poprej bil pa tiste, bil pa Inori Shrine in kar sem rekla, lisičke so boginje v igrici, so pač moje najljubše. Če ste v bistvu gledali moje videe, kjer sem igrala Ghost of Tsushima, to je basically isto, to je real life Ghost of Tsushima and I love it. Najprej smo šli do tega Inari Shrina in Inari je kami oziroma duh povezan z rižem, kmetijstvom, blaginjo in lisicami. Predstavlja bogatstvo, uspeh, rodovitnost, spremljajo pa ga lisice, ki prinašajo srečo. Tole je tempelj Fushimi Inari Taisha v Kyotu in je eden izmed najpomembnejših Inarijevih svetišč na Japonskem. Pokazala vam, kako se v bistvu zmoli pri tem templju. Se pravi, pač prvič znar, želiš se nekaj, pa se dvakrat prekloniš. In dvakrat plaskaš. In si smolil in si zaželel nekaj in zdaj se ti bo to, upam, da uresničilo. Tu lahko najdete teh 1000 oranžnih tori vrat v gozdovih gorovja Inari in je popoln kraj za molitve in pa za razmišljanje. Tu je tudi prostor za izražanje želja in prošenj za uspeh v poslu, ker v bistvu ta tori vrata donirajo posamezniki, družine ali pa podjetja kot prošnja za uspeh, zato so na vratih napisana imena donatorjev. Tudi oranžna barva pomeni srečo in zaščito, zato so pač lisice. Oni imajo te želje, ki jih pač potegnejo ven, kupijo in če slučajno dobijo ne želje, fortune, napoved za prihodnost, jih kupijo in pa dobijo takle listek in če je gor napisana pač slaba napoved, jo tukaj zavežejo, tukaj pustijo in pa se jim ne uresniči. Ko smo že glih pri napovedih za srečno in uspešno prihodnost, pa je popoln trenutek, da omenim sponzorja tega videa, ki bo definitivno tvoja sreča, če iščeš nov telefon. Tale video sponzorira Reborn, zdaj pa govorimo mečkem več od njih, ok? Ponujajo obnovljene Reborn telefone, kar pomeni, da so že uporabljeni, ampak to ne pomeni, da so nujno slabši. Cena je nižja, telefon je pa še vedno isto dober, so očiščeni, obnovljeni, razlika je samo v embalaži. Telefon lahko dobiš do 400 evrov cenej, kot če bi kupil novega, so that's a good deal, a ne? Vsak telefon dobi zraven še kabel, pa polnilec, pa še to, dobiš 30-dnevno preizkusno obdobje in pa 1 leto jamstva. In če uporabiš mojo kodo, Kaja RBN, se ti to jamstvo podaljša na 2 leti, pa dobiš 20 evrov dodatnega popusta na nakup telefona. To je da prečekiraj Reborn, izber si svoj telefon in še enkrat, ne pozabite uporabiti mojo kodo Kaja RBN. That is it. Zdaj pa nadaljujemo z videjem, pejmo nazaj na Japonsko. Naslednja lokacija je Nishiki Market, ki je znan kot Kyotova kuhinja. Je priljubljena tržnica v središču Kyota in tu lahko najdete vse vrste lokalnih izdelkov, tradicionalnih dobrot in pa specialitete. Razprostira se vzdolž ozkega pokritega hodnika, dolgega približno 400 metrov in je obdan s stotinami trgovinc in stojnic. Z mami so tukaj poskusile ogromno različne hrane, to pa lahko vidiš v mojem prvem vlogu na Džunglinem kanalu. Če se že odločate, kam iti na Japonsko, res priporočam Kyoto in tale Nishiki Market, sploh če vas zanima hrana, ker boste tukaj res lahko sprobali čisto vse, kar si želite. Ponavadi sem gledala ono, ko bil dejansko ježko noter, ampak tudi tekle, dajmo probati. Tole zraven so pa pač ikre, bolje kremasto, vzel morsko vodo in naredil iz nje kremo. Bi opisala okus. Mogoče sem pričakovala, da bo toplo. Ja, jaz tudi, ja. Naslednja lokacija je Ginkakuji. To je srebrn paviljon, znan po lepoti in po zgodovinskem pomenu. Zgrajen je v tradicionalnem slogu, ki je značilen za te japonske templje in je obdan z mirnimi vrtovi, kamnitimi potmi, bujnimi drevesi in je res popolno nasprotje v bistvu tisti nori Nishiki Marketa, ker je ta kraj za čisto umiritev.
No, zdaj smo pa v unem gozdu, kjer so poja zamenjali za redkvico. Bambus. In že smo pri naslednjem dnevu. Danes gledamo bambus. Bambus ima pomemben kulturni in verski pomen v japonski družbi, ker se uporablja za izdelavo tradicionalnih izdelkov, papirja in pa tudi za gradnjo. Jaz predvsem čakam, da bom slišala unga ptiča, Ghost of Tsushima. Ker zaenkrat ga še nisem. Obožujem tisto igrico. Jaz sem v bistvu šla na Japonsko sam zaradi Ghost of Tsushima, ker lahko mami potrdi, koliko sem jaz bila obsedena s tisto igro. Ko je prišla ven, je moja mami prespala pri meni, ker sem bila takrat v Ljubljani. Koliko? 2-krat si spala. In jaz sem noč in dan igrala. Tudi da mi je mami naredila za jesti. Tudi da me ni nesla na veci, da sem šla scot zaradi tega, ker sem ne mogla obrniti svojemu dnevu, ker pač je bila prelepa igrica. Ne, pa ko si ti šla, sem pa, si pa Subway naročvala. Lepe cajte. Reče support. Ne, temu se reče enabling. Gozdovi bambusa so čudovite naravne znamenitosti in ponujajo čarobnost narave, ki je simbol Japonske. In res priporočam, da si pogledate nekaj od tega. Dobili zelen čaj in ga bomo sprobali. Mača. Tam je mora fotkati. Čin. To je pa dober. Ja, I guess. Ja. Ne, z prstkom ven. Nima. Zdaj pa pauza. Po dolgem dnevu smo si mogli vzeti majčken pauze, zato smo z mami nekaj malega pojedli in jaz sem končno probala čista prav moči in noro dober je. Oh my god, obožujem to. Končno sem najdla strawberry milk, ful sem excited, da ga probam. Res je dober, oh my god. Sicer je mleko in jaz mleka ne smem, ampak so jagode notin je predober. Zdaj pa naprej do Kinkakujija. Zaključujemo dan malo prej. A je tole kao zadnost. Smo v tem zlatem paviljonu Kinkakuji. 2 dni nazaj smo bili pa v srebrnem paviljonu Ginkakuji. Jaz sem kar excited, da vidim. To je kao eden teh najbolj slavnih, če boste prepoznali kjergakoli, boste definitivno tega. To je čist preveč folka. Ne vem, bomo dobili sploh kakršnokoli dobro fotko. Boste imeli pa lepe razgledeno. In čeprav je edino srebrno na Ginkakujiju, njegovo ime je Zlati paviljon oziroma Kinkakuji dejansko zlat. Zunanje stene zgornjega nadstropja so prekrite 24-karatnim zlatom, kar daje templju značilno sijočo zlato barvo, po kateri je dobil ime. Danes je preoblikovan v budistični tempelj, skozi zgodovino pa je bil že večkrat požgan in obnovljen. Najbolj znan je bil po požaru leta 1950, ki ga je potaknil eden od menihov in zaradi česar je originalna struktura popolnoma zgorela. Potem so ga spet zgradili v skladu z originalnimi načrti in je vrhunska turistična lokacija. To pa je za danes vse. V naslednjem vlogu bo v bistvu en tak special vlog, zaradi tega, ker bom čist sama en dan v Kyotu. Ja, končno prihaja ta vlog, tako da se lahko tega veselite. Do takrat pa lajkite, subscribite se in lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!